direktor, magister Debeljak, dragi mladi, mladi po srcu, gostje, prav lepo vas pozdravljam, tukaj v županatu mestne hiše, iskrena dobrodošlica. Zelo smo veseli, da ste si vzeli čas in seveda ste danes z našimi mladimi, perspektivnimi občankami in občani. In seveda je tudi meni v čas, da vas lahko tukaj v uradnih prostorih pozdravim. V občini Ljutomer si zelo prizadevamo, da svoje občanke in občane spodbujamo k temu, da se vključujejo v življenje v lokalni skupnosti. Se pravi, da se čim več pogovarjamo, da se aktivno vključujejo v delovanje občine, da jim ni vseeno, kaj se v naši občini dogaja, ampak želijo biti tudi del tega, kaj se zgodi. In mi smo zelo veseli, da smo tudi iz mladinske sfere v tem mandatu uspeli pridobiti tudi najmlajšo svetnico, gospodino Štetmüller, ki verjamem, da bo zelo aktivno zastopala interese mladih v naši občini. To je za nas velik napredek, kajti več časa prizadevamo, da res vse informacije posredujemo na tak ali drugačen način našim ljudem, da so seznanjeni, kam tudi teče proračunski denar in da jih spodbujamo k temu, da tudi prinesejo nove, sveže ideje, ki jih potem skupaj poskušamo zapeljati. Zelo odmeven pri nas, ne omenim Grossmannov filmski festival, kjer so tudi zelo angažirani naši mladi. Potem smo tudi s pomočjo mladih izgradili skate stezo, nad katero je bil zelo navdušen tudi zadnjič gospod predsednik, gospod Pahor, ko sem mu zaupala, da je dejansko naša skate steza najboljša skate steza v Sloveniji, ker so jo projektirali mladi. Zanimivo je, da so se sedaj nasmejali naši mlade, ampak to je resnica. To so izkušeni skaterji, ki se sploh ne študirajo šport, ampak mislim, da geografijo pa zgodovino in sta dva študenta v detajle izrisala načrt, kako morajo ti elementi skate steze biti postavljeni in to baje funkcionira v nulu. Prav je, če nekaj načrtuješ, če nekaj postaviš, da potem tudi služi svojemu namenu. Seveda sem vesela tudi nad aktivnim delovanjem mladinskega centra, Prlekije in mladinskega sveta. V lanskem letu nam je uspelo sprejeti odlok o mladini. V letošnjem letu seveda bomo se skupaj dogovorili o pripravi strategije za mlade, kjer upam, da bomo začrtali res inovativne pristope, kajti želim, da bi tudi na področju mladine, kljub temu, da smo si že priborili certifikat Mladi prijazna občina, to tudi seveda moramo upravičiti. In to lahko samo s pomočjo mladih in nekih inovativnih zadev, ki bi seveda občino Ljutomer potem pripeljale tudi kot razpoznavno širše, ne samo v slovenskem nivoju, ampak tudi mogoče čez meja, kar tudi znamo narediti. Bili smo finalisti trajne mobilnosti, Active Travel Network, zato ker je naša občina, kjer želimo biti čim bolj zelena občina, spodbujati zdravje mladih in starejših z pešhojo, s kolesarjanjem in tu smo dejansko konkurirali z milijonskimi mesti in dosegli naziv tudi finalista. Tako da jaz mislim, da imamo določene stvari zelo dobro nastavljene, kar se nam seveda potrjuje. V zadnjem času, tudi v torek smo prevzeli certifikat, da smo v vzhodni regiji najbolj perspektivna oziroma prodorna občina, kar seveda gre za hvala vsem mojim ljudem. In če bomo tako dobro delali, verjamem, da bomo še marsikaj uspeli skupaj doseči. Več ukrepov jaz ne bi na tem mestu povedala, zato ker se že veselim razprave kasnejše z mladimi, kjer se bodo tudi pridružili ostali, ki odločajo sedaj na ravni naše občine, se pravi odločevalci v lokalnem okolju. Tako da seveda želim vsem skupaj prijetno bivanje, prijetno druženje tukaj pri nas in seveda želim si, da bi sprejeli čim več dobrih zaključkov, seveda ne
Meni je vsako zadevo izziv, tako da bom tudi z veseljem pomagala. Še enkrat, lepa hvala, da ste prišli in seveda se veselim, da bomo sedaj lahko tudi skupaj pokremljali in začrtali kakšne dobre smeri v prihodnje. Hvala lepa. Če sem še jaz dve besedi, pa že verjetno preveč govorim danes, pa vseeno, ker smo ravno pri gospe župani, najprej hvala za vabilo in za vaš čas. Prej me je novinarka Murskega vala vprašala, zakaj sem tukaj. Sem rekel, da so dva osnovna vira. Prvi vir je Rudi in obljuba, ki si jo dajeva že dolgo časa, da vas spet pridem pogledati, še posebej v kontekstu tega, kar Mladinski center dela, ker je res na nek način nekaj posebnega zaradi različnih razlogov. In v tem duhu sem danes upal, da bom že lahko na glas povedal nekaj, kar še ne smem, ker sem slišal, da še niso rezultati objavljeni. Pa vam županje povem, da smo očitno okrepili tudi finančni tok do tega Mladinskega centra, kar pomeni, da je tudi prijava bila zelo dobro ocenjena, kar me veseli. To pomeni, da napredujete tudi v kvalitetnem smislu. Drugo stvar, ki bi rad povedal, je pa malce kontradiktorna s to. In sicer, mi smo se že davno, ne zaradi naše kaprice, ampak zaradi tega, ker je tako prav, odločili, da se odmikamo počasi od lokalne cene in to sceno pripuščamo lokalni skupnosti, kar je prav. Žal nam še ni uspelo zaokrožiti celotnega projekta, ker je, o tem bomo verjetno kasneje govorili, še vedno nismo v resorni zakonodaji uspeli zagotoviti, da bo priti v primerno porabo. Zato je letos naš cilj predvsem ta, da vzdržujemo hladen pogon. Mi se zavedamo težav, ki jih imate v lokalni skupnosti, predvsem zdaj, ko ste stisnjeni še bolj v kot z zniževanjem te porabe in hkrati ste soočeni z vedno večjimi fiksnimi obveznostmi. Tukaj pogosto mladinski sektor in pa mladi v širšem smislu potegnejo kratko. In to je slabo. Ne samo za mlade, ampak po mojih izkušnjah tudi za razvojne potenciale in razvoj samih skupnosti. Morda ne na kratek rok, gotovo pa na dolg rok. Jaz sem vesel, da se tega v tej občini zavedate in se tudi morate zavedati, ker vam ni poslano z rožicami. Vi pač nimate privilegija, kot ga imajo nekatere lokalne skupnosti, ki ne rabijo praktično nič delati na tem področju. Pa imajo rezultate, ker imajo pač neke druge okoliščine, ki jim to zagotavljajo. Hkrati je pa to potem tudi zagotovilo, ker morate na tem delati, da so tudi rezultati bolj trdi in da vas potem vsaka burja ne more odnesti. Jaz vam še naprej želim poguma, ki je včasih potreben že zaradi tega, kar smo prej ugotovili, torej politične realnosti, in pa zagotavljamo vam našo pomoč, tako direktno, kot tudi posredno, če boste kadarkoli potrebovali. Toliko, hvala lepa. To nisem najbolj razumela. Rekli ste, da so občine, ki se ne robijo s tem ukvarjajo. No, nekateri me lažje, ne? Imajo že samo zgradeno, že samo? Ne, pač malo pritok mladih, v bistvu zaradi ekonomske situacije, v bistvu ne rabijo teh stvari razvijati. Čeprav se je pokazalo, tudi recimo na primeru občine Šoštanj, s katero bi lahko zelo z lahkoto rekli, da je dobro stoječa, ne? In tudi perspektivna, ker ima na srečo megalomanski tež. Ampak tam je recimo bila, in oni niso kaj posebej vlagali v prihodnost mladih v svojem okolju, ker so se zanašali na ta spin. Potem pa jih je strezna ena raziskava, kjer je 94% mladih Šoštanju reklo, da bi pobegnilo tako, če bi imeli možnost. Mislim, če ta podatek ni alarm prve stopnje, ne vem, kaj je. In jaz sem tudi takrat županu rekel, da se bojim, da če ne bojo ukrepali, lahko stanejo z zlatimi pločniki, ampak s pločniki, po katerih ne bojo hodili več ljudje.
To je nevarnost, ampak je težko včasih razumeti, ker so kratkoročni učinki tovrstnih projektov pičli. Zato hočemo mi tudi spodbujati neko mentaliteto v lokalni skupnosti, da je, čeprav je težko, čeprav ni denarja, pa je to neka nuja. Razviti svoj model, kako naslavljati problematiko mladih. Tako je drugače. Vse tema bo potem, koliko sem razumela, kasneje, koliko bo država pomagala. Meni je res žal, da se država iz tistih sfer, ki so najbolj pomembne. Zdaj, vsakemu pač svoje pomembne stvari, ki bi jih rajši pač spodbujal. Ampak tisto, kar bi mogli, tam se žal odmika. In jaz se res sprašujem, če bomo lokalne skupnosti ostale samo birokratski aparat, kar se kaže seveda, ker zdaj so res zelo sklestili sredstva, ki se nam stečejo v občinske proračune. Po drugi strani so obljubili, pa verjamem, da niste vi krivi, po drugi strani pa se dejansko je obljubilo, da bodo zniževali stroške, ampak jaz sem 19 let lokalni samoupravi, pa se sprašujem, katere stroške sploh lahko znižajo. To, da nekaj združuje, še ne pomeni, da boš s tem kaj privrčeval, kaj ti kader rabiš. To se pač, če se združuje, to pomeni, da pač mogoče lahko na enem mestu več ljudi, ampak z manj ljudmi po moje ne. Ker tako kot recimo mora delati v občinskih upravah, tako sigurno verjamem, da v marsikaterem ministrstvu niso najbrž ti javni uslužbenci tako fest izpostavljeni, ker tu je dejansko direktno pride občan in vsak dan gnjave, do Ljubljane pa je že malo težje priti. Tako da mogoče bi mogli marsikaj spremeniti. Tu imam en podatek, ki zelo lepo kaže na ta princip, ki ga ima država, torej moja organizacija. Če boste pogledali plače vzgojiteljev, pa recimo profesora na srednjih šolah. Država, ko se je pogajala s sindikati, se je najlažje spogajala pri vzgojiteljicah. Zakaj? Ker jih plačujejo lokalne skupnosti. To je lep pokazatelj. Z tujim denarjem se lahko pogajati. Jaz spremljam dinamiko država, lokalna skupnost tudi po nekem drugem profesionalnem vzgibu. In se mi predvsem na mehkih delih, jaz se ne razumem to na področja infrastrukture, na mehkih delih, zdi dvojna škoda tukaj. Recimo, mladinskega dela se ne da centralno plansko voditi. Tudi če bi imel rad, ne vem koliko denarja in kadrovskih resursov, je to napačna pot. To mora izhajati iz potreb lokalne skupnosti. Mladinske strukture bi se morali zavedati, da so tukaj funkcije, ki je širše javna, nezasebna. Tudi tukaj imamo resnici nedovolj, če se malo samo kritiko v Sloveniji pogleda. Ampak tukaj smo zato, da porinemo stvar naprej, da včasih gremo čez meje pristojnosti in tako naprej. In da poskušamo spodbuditi nek nov duh, ki pa je zdaj potreben. Skratka, imamo nove fenomene, ki se tičejo mladih, ki zahtevajo drugačne in dodatne ukrepe in hkrati manevrski prostor, ki se manjša. To ne gre skupaj. Vam, gospod direktor, pa bi se srednji dopolnila še enkrat za spominko, da vam dali šampanjec, ki ga predelujejo naši pridni vinogradniki Prleki in pa seveda eno zelo bogato knjigo o Mali Medvedi.